V projekt Marš na kulturo sta bila kot partnerja vključena tudi skupini iz slovenskega zamejstva. Sodelovanje partnerjev iz zamejstva je našemu raziskovanju dodalo dodatno dimenzijo, saj je omogočilo tudi primerjavo in presojanje pomena kulture v širšem družbenem kontekstu. Prvi so nas obiskali mladi iz Kontovela s predstavo Večerja s pismom. Z nami je igralec nocojšnje predstave. Živijo, zdravo. Zdaj mi pa povej, kaj te pomeni igranje? Meni igranje v bistvu v prvi vrsti recimo druženje s soletniki, s prijatelji in potem tudi nabiranje veliko novih izkušenj, te gostovanje, tako spoznavanje z drugimi, z ostalimi in v bistvu izražanje tudi nekakšne umetnosti, recimo med navednicami. Je bil to za vas danes kulturni dogodek? Absolutno je bil. Lep kulturni dogodek. Pa imate recimo neko svojo definicijo kulture? Kultura je nekaj, kar človeka bogati. Nekaj, kar mu daje več, kot mu daje recimo samo družba, prijatelji, krog, v katerem se giblje vsakodnevno, ko služi kruh. Vsem krmno, nikjer nikoga, kot da ne bi tjake še nikoli stopila človeška noga. Usmiljeni, odložite mi, prosim! Recimo, kultura je hrana za možgane, ne? V bistvu ne, kultura je recimo en šport za glavo, za ampak od tega tudi nekaj odnesemo potem konec koncev. Ni da samo recimo se zabavamo ob kulturi, v gledališču, v kinu, ob poslušanju koncertov s glasbo, ampak od tega tudi nekaj odnesemo naprej, na nekaj ostane. V okviru sodelovanja s skupinami iz zamejstva pa se je gledališka skupina Teater Pozitiv s predstavo Speče celice odpravila na gostovanje v Šentjanž na avstrijsko Koroško. Ja, počutim se zelo navdušeno, ker nastopamo izven meja naše države. Tukaj še nisem uspel videti, kakšno je občinstvo, ampak mislim, da bo odziv zelo neverjetno dober. In tudi sama predstava mislim, da bo odlična. Srečam Zakič Bahorja, Nejca. Pa reče, da je šel na operacijo. Se ta operacija malo ponesrečna, ne. Dal si je operirati penis, ne. No, kakšna se vam je zdela današnja predstava? Meni se je zdela super. Brez besed sem. Kaj pa vam to pomeni, da pridejo Slovenci iz Slovenije k vam zamejcem? To v bistvu veliko pomeni, ker vidimo pač, kako mladinci delajo v Sloveniji, da imamo malo eno primerjavo. Pa sam vidiš svoj krog v bistvu, ampak to je važno, da imaš en impuls od zunaj, tudi vsakič je dobro nekaj takega videti. Imajo slovenski zamejci v Avstriji, recimo mladina, dovolj priložnosti, da sodelujejo v kulturi, se razvijajo v njej? Ja, mislim, da imajo veliko možnosti. V bistvu vsaka vas ima svoje kulturno društvo. V zadnjem času proba vsako društvo, ki je na noge spraviti, kako bi rekel. In za primer, lansko leto je bilo 17 otroških in mladinskih primerov. Mladi koroški Slovenci so se v Kreatoriju predstavili svojo družbeno angažirano predstavo Val. Priredba znane predstave in filma o resničnem eksperimentu je pustila avtentičen pečat in po svoje zaokrožila naše raziskovanje. Skupina iz Šentjanža, Koroški Slovenci, in sicer skupina obstaja že 10 let. A menite, kaj jim pomeni udejstvovanje v materinščini? Vsekakor jim je to v pomoč,
pri vzdrževanju ravni slovenskega jezika. Mnogi se dejansko preko odra tudi učijo slovenščine, hkrati pa to ohranja na nek način slovenstvo. Popolnoma drži, kar je govoril o moči. On je spraševal, mi pa smo odgovarjali. V bistvu je bilo enako kot prej, samo da smo zdaj sedeli zravnano, brez veze. Ne razumeš? Ja, v slovenskem vem, da je to moja materinščina in potem lažje igram, ker drugače je. Pa bi raje, ne vem, kaj ti je bolj všeč igrati, pač v svojem jeziku ali v nemškem? V slovenščini. Ampak malo se pa moraš potruditi. Če ne boš začel sodelovati pri pouku, ti jaz ne bom mogel več pomagati. Vse je vseeno. A je dosti kulturnih priložnosti za mlade, pa tudi da bi se udejstvovali v Sloveniji, tako? Dost, ampak v bistvu ne na pravi način. Mislim, da je zelo preveč, da je premalo pravzaprav stvari, ki prihajajo iz mladih ali pa k mladim. Velikokrat delamo programe starejši, pa v bistvu ne raziščemo ali pa ne vemo točno, kaj mlade zanima. Mislim, da bi morali učitelje drugače učiti. Se pravi, da bi morali učitelji biti veliko bolj sproščeni, da bi morali, ne samo učitelji, ki učijo te predmete, ampak nasplošno, predvsem pa ti, se pravi, da bi našli in iskali stik z mladimi in da bi mogoče malo bolj problemsko nastopili in se mogoče bolj z mladimi sprašvali, zakaj živimo in kaj je smisel in kako pravzaprav usmisliti vse skupaj. Ampak predvsem, da bi izhajali iz mladih. Če se ne motim, poučujem zgodovino in ne telovadbo. Poučujem zgodovino ali telovadbo? Telovadbo. No, vi ste igrali učitelja, danes pa me zanima, kaj vam pomeni kultura? Kultura. Seba, kaj je že kultura? Duhovna hrana ali kako to kličejo? Obrt. Obrt. In s praznim želodcem tudi kulture ne moreš početi. Kultura, ja, zmer manj je. Jaz bi si želel, da je bilo več, ampak ne vem, na en tak malo bolj sproščen način. Kaj mlade odvrača od kulture in kaj jih privlači? Mislim, zdaj, kira vrst kulture, ne vem, mislim, vse nasplošno. A misliš, da jih odvrača? Vse po mojih ne, če jim na ta prav način to predstaviš, potem nobenega to ne bi... Kakšen pa je ta prav način? Kaj pa jaz vem, nekak na strokoven pa sproščen način. Priložnosti je zmer premalo, mislim. Absolutno, premalo si delaš na temu. Je pa tudi nekaj res, da ko pa je priložnost, se pa ta, mislim, se pa mladino pogreša. Kaj je pa, ali je informiranost tako slaba, ali je navdušenje za kulturo slabo, ali kako? Ne, način življenja se mi zdi, pa pač današnji način življenja, to je to, se mi zdi. Večinoma se kultura dogaja v nakupovalnih centrih, tako da to je to. Jaz mislim, da je to problem. In to, da ni po centru več kinov, da so vse prenesli nekako na neko industrijsko cono, da se vse v bistvu, vse se vrti okoli pač tega denarja in to je to, ne vem. In tudi v kulturi, nažalost, je nekako ratal žalosten glih to, da recimo včasih se delali tudi brez denarja, zdaj pa, ne vem, ne moreš pač nič narediti tudi brez denarja. Kaj najlepša hvala. Hvala. Sporočilo za vse mlade nadobudneže. Vse mlade nadobudneže, ne? Zdaj bom čisto nekaj svojega življenja povedal. Jaz nikoli nisem mislil, da mi igral v gledališki predstav, ne? Sem pa not spravil, ne? Pa sem začel igrati, pa je kar dobro spadal, ne? Tako da, če vas kakšen kdaj reče, dej probi tu, probi, ne, se nimaš kaj izgubiti, ne? Tu je sporočilo za kulturne umetnike. Je dobro? Faj povedal, ne? Probite, ne bo vam žal, jaz vam povem, Rastor, ne? Rastor, ne? Rastor.